Vse, kar morate vedeti o oknih in montaži oken v le 10 minutah. Kakšna okna izbrati, kdaj se splača prenova oken, kako poteka ustrezna montaža oken in seveda, kakšne so cene. Okna so tisti del hiše, ki je najbolj izpostavljen zunanjosti, saj skozi njih prehaja svetloba in svež zrak. Skozi njih pa se izgublja tudi največ toplote. Zato je pravilna izbira in montaža oken ključnega pomena, saj vam bodo okna tako služila še 10 do 30 let in se več kot poplačala s prihranki pri ogrevanju doma. Seveda okna potrebuje vsaka novogradnja, še pogosteje pa se splača prenoviti stara okna. Najbolj jasen znak za prenovo oken je, če imate kljub izolaciji sten še vedno izredno visoke stroške za ogrevanje. To je posledica toplotnih izgub, ki nastanejo, če okna ne tesnijo, se na okvirjih pogosto nabira vlaga in plesen, imajo enojno ali dvojno zasteklitev brez polnilnega plina ali neizolirane okvirje. Prenova oken se lahko izplača tudi, ker Slovenski ekosklad redno razpisuje sredstva za menjavo starih oken in s tem lahko zmanjšate strošek takšne investicije. Z nižjimi računi za ogrevanje pa se menjava oken finančno povrne že v nekaj letih. Kakovostna okna lahko zmanjšajo račun za ogrevanje stavbe tudi do 30%. In še en namig, menjava oken se lahko še posebej splača v zimskih mesecih, saj so čakalne dobe pri proizvajalcih precej krajše, pogosto nudijo posebne popuste, montažerji pa imajo več časa. Te okoliščine lahko pomenijo velik prihranek v primerjavi z menjavo oken v poletnih mesecih. Kako vedeti, ali se prenova izplača? Naredimo preprost izračun. Poglejmo si povprečno enodružinsko hišo, veliko okoli 150 m². Na leto za ogrevanje na plin porabi okoli 1700 evrov. Menjava oken bo tako stala okoli 8000 evrov, subvencija sklada pa lahko naložbo zniža še do 20%. To lahko letne stroške za ogrevanje zniža za kar 500 evrov na 1200 evrov, kar povrne investicijo v okoli 13 letih. V praksi se prenova oken tako poplača v 10 do 15 letih. Naslednji korak je pravilna izbira oken. Ponudnikom oken postavite čim več vprašanj, saj imajo okna zelo različne lastnosti in seveda različne cene. Glede na material okvirja ločimo lesena okna, PVC okna, aluminijasta okna ter okna iz kombiniranih materialov, kot sta PVC aluminijasta okna in leseno aluminijasta okna. Vsak od teh materialov ima svoje značilnosti, zato se pozanimajte o naslednjih stvarih. Prva pomembna odločitev je izbira dvo- ali troslojne zasteklitve. Troslojna zasteklitev ima nekoliko boljšo toplotno in zvočno izolativnost. A ker je ta zasteklitev kar do 35% dražja v primerjavi z dvoslojno, se večinoma uporablja le za nizkoenergijske ali pasivne hiše, ter pri obnovi in zamenjavi oken na starejšem objektu. Saj v tem primeru lahko izkoristimo subvencijo ekosklada. Nato vprašajte o toplotni učinkovitosti okvirja, stekla ter toplotni prevodnosti celotnega okna. Na energetsko učinkovitost bistveno vpliva tudi dobro tesnjenje okna, ki naj bo trojno. Kadar stanujete poleg hrupnega okolja, na primer ob cesti, železnici ali živahni ulici, boste cenili tišino. To omogočajo okna z zelo dobro zvočno izolativnostjo, zato se pozanimajte tudi o tem. Pomemben je tudi izgled oken. Danes je na voljo širok nabor oken različnih barv, oblik in materialov, zato lahko videz oken enostavno uskladite z videzom okolice. Za dolgoživost oken je pomembno pravilno in redno vzdrževanje. PVC in aluminijaste okna je najbolj enostavno čistiti kar z mokro krpo. Več dela je z lesenimi lakiranimi ali barvanimi okni, ki zahtevajo obnovitev premaza vsakih nekaj let. Najzahtevnejša pa so lesena oljena okna, ki jih je potrebno enkrat na leto premazati z oljem. Okna so tudi najpogostejša točka vloma, zato kakovostno okovje zmanjšuje možnost vloma v vašo hišo. Ponudnike oken vprašajte tudi o garanciji za okna, ki naj traja vsaj 10 let ali več. V garancijskem času morajo okna delovati brez napak, seveda v pravilni uporabi in vzdrževanju. Preverite tudi čas dobave in ga uskladite s časom, ko boste okna potrebovali na gradbišču. Za konec pa se pozanimajte še, ali prodajalec oken nudi tudi montažo in servis oken. Z vsem tem v mislih je treba pogledati še ceno pod črto. Cena okna je odvisna od oblike in velikosti okna, materiala okenskega okvirja, zasteklitve, načina odpiranja in drugih dejavnikov. Najcenejša so fiksna PVC okna. Okna, ki se odpirajo, so že do 50% dražja. Večje steklene površine in okna nepravilnih oblik so tudi do 40% dražja od običajnih oken. Lesena okna pa so v povprečju do 40% dražja, čemur sledijo PVC aluminijasta okna.
Do enkrat dražja pa so popolnoma aluminijasta okna ali leseno aluminijasta okna. Za običajno PVC okno z dvoslojno zasteklitvijo boste odšteli med 150 do 350 evri na kvadratni meter. Podobno leseno ali PVC aluminijasto okno stane med 200 do 550 evri na kvadratni meter. Aluminijasto ali leseno aluminijasto okno pa že dosega razpon med 300 do 600 evri na kvadratni meter. Kakovostna in pravilna montaža je ključna, saj v nasprotnem primeru slabo tesnjenje povzroča velike izgube, večje stroške ogrevanja in nabiranje kondenza v hladnih mesecih leta. Vsemu temu se lahko izognemo z izbiro kakovostnih oken in izkušenih izvajalcev. Poglejmo si potek pravilne montaže po najnovejših standardih. Zlati standard gradnje oken je tako imenovana RAL montaža, ki je za nizkoenergijske in pasivne objekte tudi obvezna. Tako grajena okna so zatesnjena v 3 smereh in popolnoma onemogočajo nastanek toplotnih mostov. Hkrati omogočajo prehod pare iz prostorov v zunanjost, ne pa tudi obratno. Cena za montažo okna po RAL standardu znaša med 120 do 150 evri na okno. Pa si poglejmo, kako poteka montaža oken. Pred izdelavo ali popravilom oken se vzamejo mere gradbene odprtine, v katere se bodo ta okna vgradila. V primeru napačne izmere mora ponudnik oken nova izdelati na lastne stroške. Pred montažo oken je treba zaščititi vse talne površine, preko katerih se bodo transportirala okna. Poleg tega pa tudi stene in pohištvo v neposredni bližini. Na dan montaže monterji na vsa mesta vgradnje prinesejo ustrezne kose. Če gre za zamenjavo starih oken, predtem še demontirajo in odstranijo stare kose stavbnega pohištva, torej okna in vrata. Sedaj je čas za montažo okna. To se previdno dvigne in namesti v odprtino v steni. Nato z laserskim merilnikom določimo višino, kot in globino vgradnja okna. Šele nato pričnemo s pritrjevanjem okna. V stene se najprej privijači podboj, na katerega se nato natakne okensko krilo. Na tej točki se izvede 3-nivojsko tesnjenje po principu RAL. Prvi nivo je vgradnja zrakotesne parne zapore na notranji strani. Drugi nivo predstavlja sredinska toplotna izolacija. Zadnji nivo pa tvori zunanja vodotesna, a hkrati paroprepustna ovira. Pri tesnjenju si izvajalec pomaga tudi s posebnimi večnamenskimi trakovi, ki se bolje prilagajajo okvirju kot klasična poliuretanska pena. K izmeri okenske police prištejte še dodatne 2 do 3 cm dolžine, saj te vedno segajo nekaj centimetrov pod ometano steno. Prav tako moramo prišteti dodatne 4 cm širine, saj okenske police vedno gledajo nekoliko čez rob. Označite sredino police in jo poravnajte s sredino okenskega okvirja in določite želeni naklon. Notranje police so običajno vodoravne, zunanje pa v naklonu 1 do 2 stopinji. Za podlogo police se običajno uporabi stiropor ali porpen, nato pa se polica prilepi z malto ali lepilom. Sledi še montaža ostalih okenskih elementov, kot so na primer zunanja senčila ali žaluzije. Med montažo in okoliškimi deli se na oknih nabere tudi veliko umazanije, zato jih pred uporabo temeljito očistimo zunanje in notranje strani. Zaščitno plastiko mora odstraniti in odpeljati izvajalec, ki tudi posesa in grobo počisti prostore. Po vgradnji je priporočljivo opraviti pregled vseh vgrajenih elementov in se prepričati, ali so vgrajena na pravih pozicijah, tehnično pravilno ter dobro zatesnjena. Če opazite kakšno nepravilnost, izvajalca čim prej opozorite na to in zahtevajte reklamacijo oziroma popravilo napak. Po končani strokovno opravljeni vgradnji vam ponudnik oken izda tudi vsa potrebna potrdila, kot so okoljski in energetski certifikati ter tehnične specifikacije. Sedaj smo lahko brez skrbi, da je okno pravilno vgrajeno in bo še leta služilo svojemu namenu. Komu zaupati montažo oken? To lahko nudi ponudnik oken ali izkušen montažer. Če so okna pravilno izdelana in dostavljena na gradbišče, sama montaža poteka izredno hitro. Na enodružinski hiši je lahko delo končano že v 1 ali 2 dneh. A ker so dobri izvajalci zelo zasedeni, se za izvedbo dogovorite že najmanj 3 mesece vnaprej. Pred izbiro izvajalca podrobno preverite njegove ocene in reference. Na platformi Moj Mojster lahko izbirate med več kot 150 ponudniki oken in več kot 680 izvajalci za montažo oken. Veliko časa boste prihranili, če preko platforme Moj Mojster že v nekaj minutah pošljete povpraševanje vsem razpoložljivim mojstrom. Nato enostavno izberete najboljšo ponudbo
in izvedete svoj projekt.